Erika Koncut vam voščin, dober dan na valovih Radia Robin in vabljeni k poslušanju oddaje. V naslednji uri gostimo briškega župana Franca Mužiča. Dober dan, župan. Lep pozdrav v Brda in lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin. Med poslušalkami in poslušalci je tudi mnogo Britcev, ki so te dni zelo aktivni v glasovanju pobud participativnega proračuna. Kar 8 prijav ste dobili v skupni vrednosti skoraj 100.000 evrov, kot so neka trenutno v teku glasovanja. Ste bili zadovoljni s tolikšnim odzivom, tolikimi pobudami? No, to se letos dogaja drugič v Brdih. Lansko leto smo opremili nekje igrišče za otrok na vasi Hum, ker je ta stvar zelo uspela, kar slišim, ljudje in otroci so gor zelo, zelo zadovoljni in sigurno sem zadovoljen, da je prišlo toliko variant za letos. No in mislim, da ljudje bojo izbrali ta pravo. Slišal sem že nekako, da je nekako 400, dobrih 400 ljudi se že vključilo v to glasovanje in prepričan sem, da pri takem številu bodo se pravilno odločili. No, če že govoriva o proračunu, bom kar izkoristila priložnost. Trenutno so vaše energije usmerjene v pripravo in usklajevanja proračuna za prihodnje leto. Kaj nam lahko že napoveste? Torej, v kaj se boste usmerili, kam bodo usmerjene vse energije? Ja, prav gotovo, da poslanstvo občine je tudi, da razen drugega skrbi predvsem za infrastrukturo in te v Brdih ni malo. Vemo, koliko cest imamo, da se ponašamo, da imamo skoraj 200 km občinskih in lokalnih cest, da imamo prav toliko tudi vodovoda, da ne rečemo, Brda so, bom rekel, razgibana in imamo tudi ogromno obcestnih zidov, tudi tu dobivamo ogromno opazk, ja, župan, pa kdaj boste ta zid uredili, kdaj boste ta plaz posanirali, verjamete, tega je ogromno. Sigurno pa, da velik poudarek je letos še, da se bo čim prej dokončal parkirni prostor v Šmartnem. O čemer bova govorila več kasneje. Tako pa tudi en kup drugih takih zadev in vodovod in vse te stvari, sigurno bomo še kaj rekli na to temo. No, pomenjate vodovode, ravno kar se zaključuje cikel investicij. V letu 2025, oziroma leto 2025 bo leto projektov oziroma projektiranja novih projektov. Med temi v Brdih se nadejate obnove vodovoda, torej tistega iz 70-ih let, ko so bili zgrajene strani delovnih brigad. Mrzlek 3 se bo imenoval projekt. Tako, ja, no, sem zadovoljen z mojih sodelavci, ko so našli tako lepo ime, projekt Mrzlek 3, ker se s tem mrzlekom ukvarjamo že dobrih 10-15 let, ko smo pred dobrimi 10-12 leti, no, če sem bolj točen, pripeljali vodo iz Mrzleka v Brda, potem je to bil projekt 1 in potem smo tudi obnovili določene odseke tega vodovoda v Brdih. No in letos smo se nekako zadali tudi s temi sredstvi za spodbudo razvoja občin. Smo pridobili nekako skoraj 2 milijona evrov, še 1 milijon skoraj bo primakala občina, tako da bo potekala investicija v višini 3 milijonov. No in kot ste omenila, bomo dali velik poudarek prav tistemu vodovodu, ki se dobro spominjam, ko se je gradil še z delovnimi brigadami v Kožbanskem kotu, mi rečemo to severno-zahodni del Brd. No, takrat se je gradilo tako, kot se je gradilo in te oseki vodovoda v tem predelu so zelo taki, bom rekel, iztrošeni in tam so tudi velike izgube in to se bo sedaj saniralo. Projektirala se bo tudi cesta do stolpa v Gonjače? Tudi to smo se zadali, že kdaj smo rekli, da bomo to cesto uredili, sigurno, da se spominjam tistih časov, ko je obstajala v Brdih razglednica razglednega stolpa. To bila ključna turistična točka v Brdih in
vsak je prišel v Brda, sigurno šel tudi na ta spomenik oziroma na razgledni stolp in prav gotovo, da je tudi napisal kako razglednico, bom rekel, sliko prav tega spomenika oziroma razglednega stolpa. No, še vedno sam mislim, pa tudi drugi mi priznavajo, da ta točka je za Brda zelo pomembna v smislu turizma, saj od tam so čudoviti razgledi, ne samo na Brda, ampak daleč v Furlanijo do Jadranskega morja, da ne rečemo, če se obrnemo bolj desno, vidimo te Dolomite in Karenske Alpe in še, če se obrnemo nazaj, pa vidimo tudi Julice, pa tudi prav močno levo se obrnemo tudi proti našemu mrkemu krasu, ki je tudi doživlja preporod na področju turizma. Torej se recimo v letu 2026 že lahko nadejamo izgradnje te ceste? Vsekakor to zadevo bomo kar se da sforsirali. V ta namen smo tudi že pred leti odkupili neko domačijo, jo podrli, prav na tisti lokaciji pa naj bi se zgodilo križišče, ki bi nekako bil odcep za k spomeniku. Vsekakor pa mislimo tudi cesto razširiti. Že pred leti smo se z lastniki parcel pogovarjali, da odstopijo določeno zemljišče in mislim, da ne bomo imeli tu kakih velikih težav tudi s tem problemom. Prejle sva omenila proračun za leto 2025, že omenili ste tudi nekaj glavnih investicij. Med težko pričakovanimi je gotovo parkirišče Šmartno. Torej, v kakšni fazi je investicija, kdaj bomo lahko že parkirali tam avte? Ja, to se tudi predvsem Šmartenci sprašuje, pa tudi se jezijo na to, ker se stvari nažalost res odmikajo. Ampak naj dam vedeti poslušalkam in poslušalcem, da to ni sama, da ni krivda to same občine, ampak da nažalost imamo probleme tudi sami mi izvajalci. No, in da se te stvari zamikajo, resnično gre se tudi na račun samega izvajanja tega dela. Gre se pa tudi za tisti drugi del, no, ko pravimo, da v Šmartnu bomo pridobili enih dobrih 50 parkirnih mest. Za tisti drugi del resnično moramo še pridobiti spremembo namembnosti. Za prvo fazo nekako je predvideno, da se bo zgodila neka rampa, ki bo zapeljala pod parkirne prostore na Predratih. Tam se bojo zgodili tudi sanitariji, tudi te so že preskrbljeni in se celo že samo čaka, da se jih montira. No, v nadaljevanju pa naj bi še pod temi Predratimi naj bi tudi vinska klet Brda uredila center za peneča vina in računamo, da bo v kratkem tudi zadruga se odločila. Torej prve avte bomo lahko parkirali tam že kdaj? Te prve avte jaz računam, da bi morali biti res za naslednjo sezono, bi se moralo to zgoditi. Tudi sanitariji naj bi se uredili do takrat in mislim, da naslednja sezona bi to mogla že omogočiti. No, če samo še to dodam, no, da ker mogoče premalo poudarjamo, da je pod Predratimi naj bi se zgodila tudi kolesarnica, ker imamo tudi v Šmartnu nekaj koles za sposojo ljudem, ki pridejo pač kolesariti v Brda in tudi to naj bi se zgodilo v Predratih, ker sicer v Šmartnu ni primernega prostora za te kolese in tam se bo ga dalo udobiti. No, kar je izziv je aktualno iti čez središče Dobrovega, tam usmerja promet semafor, tudi tam vsi čakajo, kdaj bo konec del, kaj lahko napoveste? No, tako da vse te stvari so skoraj tako neprijetne za me odgovarjati, ampak vedno se najde, ne, da samo iščemo neke izgovore, tudi tu so težave, bom rekel, se zamikajo na račun izvajanja del, ker če bi sigurno bilo pri izvajanju del več delovcev, bi te stvari hitreje šle, ampak tam imamo drugo smolo, ko nam lastnik nekega dela parcele ni pristal in podpisal
pravico služnosti oziroma odkupa zemljišč in tu zdaj poteka postopek celo razlastitve. Prvič v Brdih 30 let županujema, do sedaj nismo imeli treba sprožiti teh postopkov, ta postopek je pravzaprav sprožila sama država, ker je cesta državna, se pravi, da je regijska cesta in ta postopek speljuje sedaj država. Upam, da ta stvar se bo v teku 10-14 dnevih nekako dokončno rešila in tako da potem tudi ta del bo izvajalec lahko speljal to investicijo do konca in računamo, da čez nekaj mesecev se bo tudi to zgodilo. Ta odsek pa nam je najbolj važen še prav na račun tega, ker prav ta odsek omogoča varen dostop do vrtca in šole, no in tudi pločnik se bo zgodilo, kjer bojo naši otroci stopili ne na asfaltno cesto, ampak bojo stopili kar na pločnik, pa tudi za druge pešce bo stvar bolj sigurna. V novembru se je pričela sanacija enega izmed Vipovških plazov, ta se že prihaja k koncu. Kdaj bo pa zaključen, oziroma kdaj se bodo pričela dela na drugem, tem pod Dobrovim, tem plazu? Ja, ta dva plazova sta se zgodila lansko leto v mestu Augustu, eden je bil večji, eden manjši. No, tisti manjši prihaja zdaj v zaključno fazo, tako se pravi, da jaz računam, da drugi teden nekako naj bi bila ta stvar skončana. Dogovor z izvajalcem pa je, da takoj, ko konča sanacijo tega prvega plazu, da se preide na drugi plaz. No, moram reči tako, da ko se je zgodil ta plaz, predvsem ta večji, takoj pod Dobrovem, resnično smo se prijeli za glavo, ko so projektanti ga ocenili celo na višino stroškov za sanacijo tega od 350 do 400 tisoč. No, in sigurno, da to... Koliko boste zdaj odšteli za to? No, in to lahko rečem, da nekje bo sedaj v končni fazi ta zadeva nastala dobrih 65,000 in se pravi, da smo precej manj, ker mislim, da te projektanti v določenih momentih strašno pretiravajo, hočejo sigurnost 1000%, to pa neka zadeva, kot je tisti plastem, sigurno ni potrebno toliko sredstev. Da smo prišli do te odločitve, sigurno smo vključili tudi določene strokovnjake z tega področja, ki niso uradno nastopili, ampak so toliko strokovnjaki, da so dali res kvaliteten nasvet in ta zadeva se bo zdaj tudi izvajala. In računam, da tudi ta plaz bo v teku 14 dnevih enega mesta recimo tudi skončan. Upam, da bo tle izvajalc se držal nekih rokov in da bo poskrbel, da bo delovna sila na tem delovišču. Zdaj je čas za prvo vprašanje poslušalke. Ta piše: pred volitvami je obljubljal, torej vi, da se bo gradilo vrtec, športno dvorano in nazadnje terme, katere naj bi se začelo graditi spomladi 2023. Koliko so do sedaj realizirane njegove obljube, glede na to, da vemo, da je gradnja vrtca odpadla? Naj župan nas spomnim, da vedno poudarja, da je občina Brda mlada in prijazna občina. Izgleda, da je župan pozabil, da se mladina razvija že v vrtcu. Kako odgovarjate na to vprašanje? Tudi drži dejstvo, da imam že nekaj let, ampak župan Briški še ni pozabil in sigurno, da to, če sem rekel, da otroci so naše največje bogatstvo in da na mladih se svet gradi, tudi to še kako drži, ampak recimo, da vse to je tako, kot je, sigurno ima neke argumente. Prav gotovo, da nikdar nisem strašno poudaril, da to večnamensko dvorano bomo napravili. Sigurno, vsekakor v nekem času se bo tudi tam zgodila, ampak ta dvorana moramo, saj po nekih preračunih, ki jih imamo že pred par let, je bila ocenjena vrednost na 5-6 milijonov evrov. In potem druga zadeva, sigurno se zavedamo v občini Brda, kot strokovne službe in osebno kot župan, verjamete, da tako vzdrževanje takega objekta potem pomeni ponovno
300-400 tisoč na leto. Voda, ogrevanje, elektrika in vse te zadeve, nekoga, ki skrbi za ta objekt, verjamete, da to niso mačji kašlji. Torej to čaka na boljši čas. Kar vsekakor, da to je tako. Vrtec? Kar se tiče pa vrtca, sem tudi zadovoljen in sigurno, da ta simpatična gospa, ki resnično skrbi, kako z našo mladino, tudi to je občina Brda še kako preverila, preučila zadeve. Sigurno, da je prvo, kar je bilo, da smo preverili zadevo, ker sem slišal tudi določenih svetnic in svetnikov, da pomislimo, ali je ta investicija tudi ta moment potrebna in glede na nataliteto v Brdih, nažalost, ta zadeva nam tudi dosta upada, da to je bil en vzrok. Predvsem pa, da ključni vzrok je bil, da iz prvotnega projektne ocene investicije je cena se povečala, ko smo dali razpis, ravno za 100% večja. Prav gotovo, da proračun občine Brda to ne bi zmogel in smo to stvar nekako zaustavili. Zaustavili pa smo tudi zaradi tega, ker skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in mestne občine Slovenije se borijo, da določene zadeve, investicije, predvsem v šolstvo in otroško varstvo, preidejo na državo. In vsekakor se nam to splača počakati, ker v Brdih take sile po izgradnji vrtca ni, kar vem, da vsi oddelki niso zasedeni. Imamo pa tudi začasno resnično vrtec v Biljani, kjer so otroci izredno zadovoljni, starši so izredno zadovoljni in tudi vzgojitelji so zadovoljni, da ta zadeva je na tej lokaciji, ker je z neke gužve in otroci so tam tako rekoč v neki naravi, ker jim zelo odgovarja. Dobro. Tako da so neki argumente za to. Gospod Možich, še en delček vprašanja poslušalke nam je ostal za odgovoriti. Spa center Brda, torej tako zloglasne terme, veliko časa jih obljubljate. Kako kaže sedaj, so dejansko zakopali stroji? Ja, tudi to je tisto, kar ljudje so tako zelo neučakani. Prav gotovo, da veliki projekti, to vedno poudarim, ne grejo danes do jutri, sigurno se zgodi, ko pride neka ideja, 100 stvari vmes in se stvari zamikajo. Sigurno smo imeli ogromno takih ponudnikov, ki bi to stvar speljali, ampak pustimo, vse je šlo mimo, ker so bili določeni vzroki in pogoji nesprejemljivi za izvajalce. No, sedaj pa smo tik pred tem, da se bo resnično konkretno začelo. Torej, stroji so že tam? Stroji so že tam, ker so začeli z neko cesto, ki jo treba sredine parcele, gradbene parcele, preseliti na obronk te parcele. Ta cesta vodi v kmetijske površine v tem neposredni bližini, to se da že dela, malo jim nagaja dež. Vsekakor pa po izjavi investitorja nekje v spomladanskem času naslednje leto naj bi se konkretno začelo izvajanje in računamo, da enkrat se ta stvar le bo zgodila. Sigurno je za biti strpen pri vsej tej zadevi, no in te stvari vem, kako tečejo in zaradi tega nisem sam ne vem kako napet glede tega in prepričan sem, da še v tem mandatu se bo marsikaj zgodilo na tem področju. Super. Grad Dobrovo, vsi nestrpno čaka tudi njegovo odprtje. Vemo, veliko denarja je bilo sedaj v zadnjem času vloženega v njegovo obnovo, najprej zunanjost, sedaj notranjost. V kateri fazi prenove ste? Tudi to zdaj gre v zaključno fazo, sedaj že smo dobili tudi neko opremo, ki rabimo za hraniti to zbirko Zorana Mušiča, so neke posebne omare, ki potem nekako ščitijo tudi proti razpadanju teh del. Te stvari se jih bo zdaj montiralo. Vsekakor ta stvar je odvisna tudi ali pa povezana tudi s EPK-jem, ki se bo
bo naslednje leto dogajal. No, danes sem dobil tudi sporočilo, da začetek se bo dogodil v Novi Gorici 8. februarja na dan kulture, našega nacionalnega praznika. No, naslednji dan pa bo že otvoritev pa na temo zbirke Zorana Mušiča in to se bo dogajalo v Brdih. No, in tudi tu vidimo, da imamo Brdci lepo veliko priložnost v smislu prepoznavnosti. Prav gotovo, da tisti dan bodo ogromno tistih ljudi, ki bojo na sami otvoriti, pa še tudi na drugi dan v Brda in sigurno bo ta stvar več kot zanimiva. Sedaj smo dobili tudi pred kratkim gostinca, ki pelje ta gostinski del, ker sem prepričan, da tak objekt, kot je grad, brez gostinskega dela in to ponudbo, ki jo tam imamo, da je nujno, da je tudi gostinski obrat nekako aktiven in sem prepričan, da naslednje leto naj bi ta stvar lepo stekla. Torej, ko omenjate Evropsko prestolnico kulture, me zanima, kaj kot vi, kot dolgoletni župan, čisto na kratko, pričakujete od tega projekta v regijskem smislu? Torej, vedno ste zagovornik nekega regijskega povezovanja. Je to recimo dobra istočnica, da se res povežete občine? Vsekakor se trudim, sam tudi sem pobudnik, kot ste rekla, no, da se moramo župani, saj subregije, ki pravimo Goriška, še bolj povezati, biti bolj složni pri promocijskih aktivnosti in prav ta EPK sigurno, da je neka lepa prilika, ko jo moramo Goričani, bom tako si nazval, vsi skupaj dati roko in čim več iz tega iztržiti v smislu prepoznavnosti tega območja. Prepričan sem, da enkrat tam bo tudi to uspelo. Zelo aktualen izziv, ne samo pri vas v Brdih, ampak tudi na ravni Slovenije, je pomanjkanje zdravnikov. Pri vas ste se soočili z odhodom zdravnice iz ambulante Kojsko. Torej, kaj je sedaj novega? Ste že zagotovili novo okrepitev v tej ambulanti? Moram reči, ja, in hvala lepa in kompliment našemu zdravstvenemu domu z direktorcem na čelu, kar se dogovorimo, se tudi zgodi. Sigurno ta bivša zdravnica je naenkrat se odločila pač, da odhaja iz Goriške. No, in s tem smo v Kojskem ostali res brez družinskega zdravnika, ampak je direktorica poskrbela, da so občasno prihajali razni zdravniki in tako da ambulanta je bila kar 3-krat na teden kljub temu odprta. No, zdaj imamo pa namig, da takoj po novi leti, mogoče že 3., ko se bo začelo delati, recimo v naslednjem letu bo že nova zdravnica, tak namig smo dobili. Torej, zelo dobra novica za vse uporabnike. Tako in da, jaz vsekakor, da bo stvar normalna stekla, tako kot je bilo s prejšnjo zdravnico. Tako da sem več kot zadovoljen in kaj bom rekel zdravstvenemu domu, hvala lepa, predvsem pa direktorici, da se je zavzela in poskrbela, da bo ta problem rešen. No, še eno vprašanje smo prejeli na naš portal. Poslušalka piše, komu je treba javiti glede zamašenih obcestnih jaškov in mult do leteh, ki niso ob glavnih cestah. Iz griv se namreč usipa zemlja, pokošena trava in to v celoti zapolnite jarke, tako da deževnica ob malo močnejšem deževju ostaja na cestišču. Torej, kam jo boste usmerili? Ja, no, to, če se gre za naše lokalne in občinske ceste, sigurno naš režijski obrat. Če se gre za glavno cesto, regionalno, ki sem tudi prej že omenil, sigurno je to stvar Direkcije cest Slovenije. Eno in drugo je vzdrževalce cestišč pri nas, cestno podjetje Nova Gorica oziroma Kolektor. No, če se gre pa za neke poti po Brajdih, kot Britci rečemo, potem verjetno, da še ni kaj večjega, da tudi sam lastnik ali pa uporabnik te ceste vzame lopato in malo čisti tisti jarek. Tudi tako se moramo naučiti. Torej zavihati tudi rokave. Ker sam izhajam iz podeželja, vem, kako so te Brajdne ceste zahtevne, da vsak naliv nekaj tam poškoduje, ampak tudi sami moramo kaj narediti.
Gospod Možich, prišli smo do zadnjega dela oddaje in sedaj imamo tukaj v studiu prav posebnega gosta iz avstrijske Koroške. Gre za osebnost, ki je veliko pripomogla k promociji briške občine in obenem Slovenije na avstrijskem. Bernard Sadovnik, lepo pozdravljeni v naši družbi. Pozdravljeni, me zelo veseli, da sem lahko danes gost tukaj v tem prekrasnem mestu, ki bo naša evropska prestolnica. Ne? Kulture. Ja. Za poslušalce, ki morda vas ne tako poznajo, ste predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk in predsednik Alpsko-Jadranskega centra za sodelovanje s Celovca in obenem župan občine Globasnica. Ampak kaj vas povezuje z Brdi? Brice ste pripeljali ne samo do pomembnih vrat Celovca, ne samo do Gradca, ampak celo do Dunaja, do župana, predsednika avstrijskega parlamenta, predsednika države, kar veliko aktivnosti. Zakaj takšna zagnanost, kaj vas tako povezuje z Brdi, da tako odpirate vrata? Ja, veste, kako je to, ko sem Brda prvič spoznal, sem odkril, da so to nebesa na tej zemlji in sem se v ta kraj zaljubil. To je ena stran in druga stran, da sem lahko spoznal Franca Mužiča. To je dejansko osebnost, ki je prepoznavna ne samo v Sloveniji, ampak že v Avstriji in enkratna. In naju je tako rekoč res povezovalo predvsem to, da želimo krepiti to čezmejno sodelovanje, da dejansko želimo tudi kot župana živeti ta skupni slovenski kulturni prostor, predvsem pa, da to živimo v evropskem duhu in ne v nekem nacionalizmu. In to, kar mi je bilo izrednega pomena, da se je občina Brda vključila v naš Alpsko-Jadranski center kot članica in smo s tem seveda prevzeli tudi odgovornost, da promoviramo občino na avstrijski strani in danes lahko povem, da so Brda enostavno prepoznavna, da se številčni Avstrijci radi tako rekoč peljejo v Brda in uživajo tukaj praznike, te prelepe kraje in še kaj drugega. Gospod Možich, utrjevanje vezi s celovško občino je tudi plod vajnega sodelovanja. Letos ste s celovškim županom Kristjanom Šajderjem podpisali obnovitveno pogodbo o najemu celovške hiše v Šmartnem. Kakšen pomen pripisujete temu dejanju? Torej, kakšen je doprinos tega? No, vsekakor občina Celovec, mestna občina Celovec je že takoj po potresu leta 1976 obnovila neko domačijo v samem centru Šmartnega. No in pred kratkim so to stvar obnovili, no v tej prilike je tudi stekel nekako rok te pogodbe in smo z mestnim županom podpisali res to pogodbo in mislim to, kaj pomeni. Pomeni to, da prihajajo, bom rekel, umetniki iz območja Celovca in sploh Koroške v Brda ustvarjati. Tako da tudi to je še ena dodatna vez tega sodelovanja. No, mislim, da čudovito je bilo, kar je bilo izrečeno od prijatelja Bernarda Sadovnika. Sigurno tu smo posebno pred leti neumorno sodelovali, iskali vse te možne kontakte in ko ste sama naštela, kaj vse je bilo doseženo, verjamete, da je bilo ogromno doseženo, prid neka podeželska občina iz Slovenije v parlament Dunajski, k samemu predsedniku Fischerju, takrat mislim, da je Elgeš, Fischer, tako, ja, in tudi k mestnemu županu, ker vemo, da mestni župan Dunaja sprejema samo župane glavnih mest določenih držav, ampak s pomočjo te naše agencije, predvsem pa Bernarda, smo prišli vse do župana, ki smo mu takrat nesli tudi eno korpico češenj. Ampak to niso samo ti dosežki za naštet. Gospod Sadovnik, letos je briški župan strani občine Matulji prejel naziv častnega občana. Pred leti je prav iz vaših rok Kugijevo nagrado skupnosti koroških Slovencev in Slovenk za prispevek k uresničevanju čezmejnega in regijskega sodelovanja. Občina Pliberk je briški občini letos izročila zahvalo za 25 let sodelovanja. Ne gre zanemariti tudi sodelovanja z občino Beljak, ki je letos povabila občino Brda k sodelovanju na tem novem projektu Nove tržnice. Krepi se sodelovanje s Krminsko in Števarjansko občino. Je briška občina s tem dosegla nek sloves pomembnega čezmejnega partnerja?
Ja, absolutno, in to je treba pripisati županu Francu Mužiču in vsem sodelavkam in sodelavcem, ampak predvsem osebnost Franc Mužič, to je, mislim, časih bo nekdo morda to tako ocenil, ja, kaj pa nam to pomaga in toliko daril in toliko potovanja in tako naprej, ampak to je takšna dodana vrednost, ki jo Franc Mužič za svojo osebnostjo izkaže, ki jo ne moramo opisati, pa sploh ne oceniti z nekim materialno vsoto ali finančno vsoto, ker jaz bi rekel, to je najboljši veleposlanik Republike Slovenije, ki zna enostavno, ki ima ta talent promovirati krajane in kar je treba še posebno omeniti in to me posebno veseli. On je začutil, da je važno, da krepi obmejni prostor. Tam, kjer mi Slovenci živimo in na avstrijskem Koroškem smo tako rekoč manjšina in Franc Mužič je to že kar ob začetku mandata začutil in ta čut je izrednega pomena, da čutimo, da je treba ohraniti slovensko besedo tudi onstran Republike Slovenije, ker s tem zaščitimo notranjost države in to je takšna vrednost, katero tako rekoč ne moramo opisati in druga vrednost je pa enostavno to, Goriška Brda, to je takšna znamka, takšna kvalitetna znamka in tudi cela goriška regija, jaz mislim, da bi se bilo potrebno tega še bolj zavedati in da iz tega dejansko lahko tudi gospodarsko ta regija črpa za prihodnost in bi si želel, da bodo naslednji županje in župani tudi tako zagnani in toliko vlagali v to promocijo, ker moramo že vedeti, to je vsak vikend, to je vsak večer, to se noč in dan na poti kot župan. Hvala lepa. No, za konec bi pa še omenila eno čestitko. Torej, gospod Sadovnik, strani koroškega glavarja Petra Kajzra, ste nedavno prejeli veliki častni znak dežele Koroške za posebne zasluge, torej čestitke tudi vam. Hvala lepa. To je izraz seveda dela, ki ga opravljamo, ampak na vse zadnje je to morda bolj pomembno zaradi tega, da dežela Koroška, ki v preteklosti ni bila vedno naklonjena slovenski manjšini, tudi s takšnim priznanjem izkaže priznanje slovenske narodne skupnosti na Koroškem in vesel bi bil, če bi na tem prostoru, slovenskem kulturnem prostoru, veliko več Mužičev še bilo, kjerkoli v Sloveniji, da bi to sodelovanje krepili širom Slovenije z prijatelji v Avstriji. Žal nam je zmanjkalo časa. Hvala obema za obisk v studiu. Hvala. Hvala pa tudi vam, cenjene poslušalke in poslušalci, za vašo pozornost in lep dan še naprej. Dober dan, župan.